Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podkastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Najbolj vroča novica tega tedna prihaja iz Evropskega parlamenta, ki je potrdil resolucijo o povojnih pobojih v Sloveniji. Slovenski evroposlanci so bili pri glasovanju razdeljeni, medtem ko so člani Evropske ljudske stranke resolucijo potrdili, so ji nasprotovali evroposlanci vladnih strank in Vladimir Prebilič iz stranke Vesna. Je pa Evropski parlament to resolucijo potrdil po večletnih prizadevanjih zgodovinarja, člana vladne komisije za raziskovanje prikritih grobišč, reševanje prikritih grobišč v Sloveniji, doktorja Mitja Ferenca, ki je naš gost. Tudi s peticijo se je obrnil na Evropski parlament po, se mi zdi, ukinitvi takrat praznika in muzeja spomina na žrtve komunizma. Doktor Mitja Ferenc, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Najprej seveda čestitke, ker vam je uspelo pripeljati zadevo tako daleč, da je Evropski parlament na koncu sprejel resolucijo, ki je na nek način, kako jo vi razumete, vzgojna klofuta slovenski državi? Predvsem bi se ne bi rekel, ali pa ne bi govoril o čestitkah. Čestitke bi lahko bile, če se bo odnos na podlagi te resolucije do tistih žrtev, za katere želimo, da bi bile dostojno pokopane po 80 in več letih, spremenil v glavah tistih, ki o tem odločajo. Tako da dolga pot je bila. Slišimo sedaj, zakaj smo te teme nismo reševali doma in zakaj je bilo to potrebno pripeljati v Evropski parlament. Pa poglejte, 35 let imamo svojo državo. Pred 35 leti je bila tako imenovana spravna slovesnost v Kočevskem Rogu, čeprav se te besede spravna slovesnost nekako torej bila imenovana samo v vabilu sekretarja za informiranje, ampak gre za simbolni pokop domobrancev. In vse od takrat se ukvarjamo s temi temeljnimi civilizacijskimi in humanitarnimi zadevami, ki so v drugih državah bile po vojni urejene. Ni pa še sedaj 45 let, kot o teh zadevah nismo smeli niti govoriti, kaj šele urejati. Imamo že 35 let svojo državo, pa se mi še vedno ukvarjamo, a jih bomo pokopali ali ne. In kot kaže, jih tudi ob 80-letnici teh povojnih pobojev, teh žrtv, ki so v vrečah, sramotno, ne moramo pokopati na dostojen način, seveda z žalostjo ugotavljam, tudi z vzkliki, saj so domobranci, saj so izdajalci slovenskega naroda, pustimo jih, še premalo smo jih, ko bereš družbena omrežja, se zgrozim. Zdaj, zakaj peticija? Ko sem gledal po televiziji, takrat je bil prenos te prve komemoracije v spomin žrtvam komunističnega nasilja. Kot veste, je ta vlada Janeza Janše ta dan razglasila za 17. maj 1942. leta. Zakaj? Zaradi tega, ker je velja ta dan za največji pomor civilnega prebivalstva do takrat v drugi svetovni vojni na slovenskem ozemlju. Na ta dan je partizanska enota po navodilih komunističnih komandantov ukazala likvidirati 52 Romov. Pazite, od tega je bilo 26 otrok in ena nosečnica v 8. mesecu. Torej težko govorimo o izdajalcih, kolaborantih. Težko, mislim. Že od takrat, ko je bilo to leta 2017, ko so bile te žrtve izkopane, jih ne moremo dostojno pokopati. No, če se vrnem na to, ta dan je bil izbran kot dan spomina z razlogom in na predvečer tega dneva se je izbrala ogromna množica ljudi. Gledal sem ta prenos na televiziji. Bilo je res ganljivo, ne? Bilo je ganljivo. Ljudje so prišli z svečami, pravzaprav objokovali svoje, položili tudi sveče na grobnico narodnih herojev ob državnem zboru. In sredi te komemoracije trenutna vlada Roberta Goloba na predlog Ministrstva za kulturo, ministrice, ukine sredi komemoracije na dopisni seji ta dan spomina. Kot bi zaril nož v srce tistih, ki so v 80 letih, oziroma takrat 78 letih lahko na nekem mestu
prišli izražati svojo bolečino. In ko sem jaz to gledal in ko sem dobil to informacijo, mene je bilo sram. Na predvečer komemoracije. Komemoracija je bila na predvečer tega dneva. Ja. In takrat smo se zbrali, torej malo pogovorili z nekaterimi zgodovinarji. Tukaj je veliko vlogo igral Milko Mikola, potem kolega Možina, Tamara Giser Pečar, in smo nekako najprej napisali eno odprto pismo za prošnjo vladi, da je to bila napaka, da naj vrnejo ta dan spomina. Saj narediš napako, ampak še hujše je, če to napako ne priznaš. Očitek iz vlade, zlasti ministrice Asta Vrečko, je bil, ta praznik je bil uveden brez strokovne razprave. Bi potrebovali strokovno razpravo, po vaše? Lahko bi bila strokovna razprava, lahko bi o tem debatirali, ampak to je pač izgovor za to. In to, da je to sklenila vlada, ki je bila pravzaprav v odhodu. Lahko najdeš veliko razlogov za to stvar. Ampak gre za simbolno dejanje. Ne gre samo za pobite, ne? In za žrtve, za te pobite žrtve, o katerih bova mogoče še kakšno besedo rekla, o številčnosti, o razprostranjenosti po slovenskem ozemlju. Ampak ne gre samo za te, ki jim pravi druga stran, izdajalci, gre za tudi druge žrtve nasilja, ki se je zgodil po drugi svetovni vojni. Gre za taborišča, ujetnike v taboriščih, gre za prisilno preseljevanje iz kraja bivanja, gre za tiste, ki so bili kaznovani za ilegalne prehode čez mejo, gre za ljudi, ki so bili ob premoženju od nacionalizacijah. Torej, gre veliko ljudi, ki so bili prikrajšani. Seveda je nova država naredila nekatere postopke za omilitev tega, zakon o denacionalizaciji, zakon o popravi krivic in tako naprej. Ampak neke temeljne zadeve, to pa je kultura spominjanja in pa kultura dostojnega pokopa, pravica do dostojnega pokopa, pa nažalost se še vedno ukvarjamo s tem in jo nekateri zavračajo. In to je bilo potem razlog, da na ta odprto pismo ni bilo nobenega odgovora, in potem je sledila neka akcija, torej po nekaj mesecih, da smo napisali peticijo, seveda s pomočjo poslancev v Evropskem parlamentu. Vi ste prvo podpisani pod to peticijo. Da. Kako je nastala ta ideja, da greste v Evropski parlament s tem? Ja, zato, ker smo izkoristili vse možnosti, torej odgovor na to odprto pismo, da bi se vrnil ta dan spomina nazaj, da bi se uredile nekatere stvari, ob tem, da smo že več let se ukvarjamo z pravico do pokopa, niso bile narejene, ignoranca, zato je sledilo pač ta peticija. Zdaj, najprej moram tako povedati, da peticija je bila najprej zavrnjena z razlogom, češ to je notranja stvar vsake države. Ja, ampak kasneje, ko smo nekako rekli, da je Evropski parlament tudi stičišče različnih mnenj, se pogovarjamo o vojni v Ukrajini, o vojni v Gazi, v tem primeru potem v Evropski parlamentu se takih stvarih naj ne bi pogovarjali, je bila peticija sprejeta. In mimogrede, bila je najbolj podpisana peticija v Evropskem parlamentu v letu 2023. In odbor za peticije me je pozval februarja lanskega leta, da jo obrazložim, da torej v nekih minutah obrazložim, zakaj se tukaj stvar gre, kaj je ta kultura spominjanja, v čem je problem v Sloveniji. In presenečenje večjega dela poslancev je bilo takšno, da so sklenili, da ta peticija ostaja odprta. Kaj pa jih je najbolj presenetilo? Najbolj jih je presenetilo to, da se še vedno ukvarjamo po 35 letih, po prvih demokratičnih spremembah, da se ukvarjamo s stvarmi, ki jih ima Evropa zapisane v svojem etičnem kodeksu.
pravica spominjanja in pravica do pokopa. Namreč v Evropi velja že tudi resolucija iz junija 2009 o odnosu do vseh žrtev vseh treh totalitarizmov, ki naj bi jih obravnavali enako. Mimogrede naj rečem, borba proti fašizmu in proti nacizmu je visoko vrednotene dejanje. Nihče, pa redko kdo, sploh se temu ne more oporekati, ne? In hvala Bogu, da se je to takrat zgodilo, da smo se uprli leta 1941 ljudem, ki so, oziroma državam, ki so nas hotele uničiti, ki so hotele uničiti slovenski narod, ki ga naj ne bi bilo. Ampak ob tem uporu so se dogajale tudi stvari, ki niso, torej, ki se je izvajala revolucija z načinom, ki je ljudi zaznamoval. In vse tisto, kar se je potem kasneje dogajalo, sploh po vojni. In torej še to je seveda poslance presenetilo, ne? Kar seveda mi vemo, v Evropi pa tega niso vedeli. Namreč na slovenskih tleh se je končala z žalostno usodo ne samo 15,000 slovenskih pripadnikov slovenskega domobranstva in pa civilistov. Po zaslugi Inštituta za novejšo zgodovino imamo imena in priimke teh žrtev, ampak se je zaradi tega, ker so se želeli predati zavezniškim vojakom, od katerih so pričakovali milejšo usodo, tudi več 10,000 pripadnikov drugih oboroženih enot, ki so sodelovali z nemškim okupatorjem, najštevilčnejši pripadnik oboroženih sil nezavisne države Hrvaške. In nova oblast, jugoslovanska, rečemo temu komunistična, pod nadzorom komunistov, je v Sloveniji likvidirala večino teh vojnih ujetnikov, za katere bi morale veljati ženevske konvencije. Zato je Slovenija tako zaznamovana. Ne samo za 15,000 prebivalci Slovenije, ki so bili pomorjeni po koncu druge svetovne vojne, ampak tudi z nekaj 10,000 vojaki različnih narodov, narodnosti na slovenskih tleh. In tisto, kar nas loči še od zapadne demokracije, ne, je to, da desetletja v enopartijskem sistemu ti grobovi niso smeli obstajati, da so bili zakriti. Okaze v tem imamo zdaj že znane in so veljali vse do demokratičnih sprememb. Do nekaj dni pred spravno slovesnostjo, ko je bil ukinjen tisti zloglasni člen o pokopališki dejavnosti in tako naprej. Ne, to, kar vi govorite na podlagi let, desetletij raziskovanja, študij, ampak ne ljudem, državljankam in državljanom, pa politika nekaj pove na zelo enostaven način. In zdi se, da ta diskurs, ki ga levica vsa ta leta pelje, nekako igra močno vlogo pri ljudeh, češ ne, šlo je za izdajalce, kolaborante. Ne? Prav je, da so jih dobili. Ne? Kako gledate na takšen diskurs, ki v bistvu ga peljejo še naprej, ne, trenutne vladne stranke? A so bili res vsi kolaboranti? Prej ste omenjali otroke, ženske, ne? Vi ste odkrili številna prikrita grobišča, dobro, v Macesnovi jami ni bilo otrok, ampak bili so pa na Petričku in tako naprej. Ja, problem tega je, torej, da so bili te poboji narejeni izvensodno. Torej, ni bila ugotovljena individualna krivda. Šlo je, pravzaprav se to imamo vse dokumente, ki so že objavljeni v različnih knjigah, če jih kdo hoče prebrati, če jih pa noče, bo pa nadaljeval svojo resnico. Šlo je za staro, polnoletni, pravzaprav so bili obsojeni na smrt, mladoletni, so večinoma z amnestijo avgusta 45. leta preživeli, pa ne vsi, so jih potem našle neformalne oborožene skupine lokalnega prebivalstva in jih likvidirale in tako naprej. Gre za tem, da individualna krivda ni bila ugotovljena, ampak da je šlo samo za tem pripadnost sovražnim, kolaborantskim, rečemo temu, enotam, starost in pa mogoče leto prihoda v te enote. To imamo zdaj že sploh poročilo OZNE za prvo jugoslovansko armado, kjer so natančno zapisali, koga likvidirati, od katerega leta se je pridružil, na kakšen način, seveda oficirje likvidirati, vse po vrsti, razen če od OZNE ali komunistične partije ne dobite drugega naročila. Te ukazi so zdaj že povsem poznani, zato me še nekaj čudi ob odzivu na to resolucijo gospe Jovove, ki je napisala, da so to bili posamezni
ekscesi posameznikov. Prostite, nismo več leta 1970, ko bi to lahko trdili. Zato, ne vem, verjetno imajo šlo gospodu Šarcu in pa gospodu Prebeliču, sigurno veste, da že desetletja vemo, da to niso bili ekscesi posameznikov. Kako lahko posamezniki tako organizirano likvidirajo nekaj 10.000 ljudi, potem to skrivajo desetletja. To je takšna logistika. Kolega Jamnik, kriminalist, je temu rekel industrija ubijanja, kjer je nekdo stražil, nekdo transportiral, nekdo pisal zapisnike, nekdo jih pripeljal na grobišča, nekdo jih likvidiral, nekdo skrival te zadeve z ukazi najvišjih pač, ki so te ukaze lahko dajali. Ne. Zato se mi taka izjava, ki je bila napisana evropske poslanke, mogoče še za njo razumem, verjetno sta pa ostala dva kolega po pomoti podpisala takšno izjavo. In jo verjetno danes ne bi. Vsaj za takšnim besedilom ne. Ko je bila ta peticija še v obravnavi v Evropskem parlamentu, je bila slovenska vlada tudi večkrat pozvana, na izrazi stališče, tega v roku ni storila. Potem so nekaj dali od sebe, pravite. Kako je prišlo na koncu do tega glasovanja v Evropskem parlamentu? Kaj je bila po vaše prelomna točka, da je bila resolucija potem sprejeta? Prvič je bilo sploh presenečenje, da je odbor za peticije sploh nadaljeval to narekovajih, bom rekel, zgodbo. Ne. Da je še drugič rekel, da bo peticija odprta in ponovno pozval slovensko vlado naj odgovori na očitke. Slovenska vlada po prvem zagovoru v nekem inštrukcijskem roku pol leta tega ni storila in na ponovno prošnjo, da naj odgovorijo na te stvari, je prišlo dopis, v katerem pač govorijo, ustanovljena je bila komisija, mi se trudimo za te stvari, bomo razmislili o dnevu spomina, skratka nič konkretnega ni bilo. In na drugi obravnavi pred novim sklicem parlamenta je presenečenje seveda vseh odbor sklenil, da bo pripravil posebno resolucijo, ki se je potem pripravljala v odboru za peticije. Pred 10 dnevi je išla torej ta vsebina te resolucije ven in torej ki jo je odbor na plenarni seji, torej Evropski parlament sprejel in je pravzaprav nek dokument, za katerega sicer sem takoj slišal, da na tistih, ki sedaj trenutno vodijo vlado, ali pa recimo v parlamentu, da te resolucijo ne bodo spoštovali. Govorijo konkretno o podpredsednici parlamenta, Mary Hot, iz Socialnih demokratov. Ja. Ob tem bom tako rekel, veste, predolgo sem že v tej zgodbi, da ne bi imel toliko zgodovinskega spomina, kaj vse se je v 35 letih govorilo in kaj se je dejansko ne uresničilo. Ne. In pred očmi mi v besede, ki si pravijo, se jih bomo dostojno pokopali, ne, pride pa potem udeležba na seji komisije za peticije v državnem zboru izpred 2 mesecev, v začetku junija, mislim, da je bila, kjer nisem mogel verjeti, da večina trenutna, sicer ob odsotnosti Socialnega demokrata, torej predstavniki, poslanci Levice in pa Gibanja Svobode, so preprečili sprejem predlogov osnovnih civilizacijskih norm, da ne bi mogoče bil preveč da ne bi zašel kakšno besedo, samo na kratko, tukaj sem si zapisal. Torej, preprečili so poziv, da bi se za umorjene, za 14.900 eno žrtev, da bi se izdali spominski, torej izpiski smrti iz matičnega registra.
da bi se ugotavljala imena pomorjenih Romov, da bi se pokopale žrtve iz jame pod Macesno v Gorico na Ljubljanskih Žalah, da bi se pripravili ustrezne zakonske spremembe za DNK identifikacijo. Torej, kako naj verjeti besedam, da se trudimo za te civilizacijske norme, če jih pa sklepi, ki so osnovne pietetne narave, če jih povozijo v državnem zboru. Kako naj človek verjame? Ob tem pa, če se spomnimo, ko smo slavili 80 let konca druge svetovne vojne, ali se spomnite v govorih vseh treh najvišjih predstavnikov države, da je kdo v teh govorih sploh omenil revolucionarno nasilje? A je sploh kdo omenil poboj nekaj 10.000 ljudi? A je sploh kdo od teh treh obžaloval, da se je to zgodilo na slovenskih tleh? Ob tem seveda izzamem potem govor predsednice naše države, Nataše Pirc Musar, ki je rekla, da naj bo pokop, dostojen pokop žrtev, naša druga slovenska osamosvojitev. Veliko dejanje v besedah, čakamo pa na dejanja. In dejanja, ki so bila potem sprejeta v državnem zboru, kažejo na to, da še vedno gre za prvorazredne in pa drugorazredne žrtve. No, predsednica sicer moči v državnem zboru nima, tam je druga večina, ampak se je pa odzvala na sprejetje te resolucije v Evropskem parlamentu in ta odziv so številni kritizirali, ker se je začel s tem, da v bistvu najprej govori o narodno-osvobodilnem boju, češ kakršnokoli, citiram, zmanjševanje pomena tega boja oziroma poskusi zgodovinskega revizionizma tega dejanja so nedopustni in jih ostro obsojam, in potem govori, da je bil narodno-osvobodilni boj pogumen boj posameznic in posameznikov proti nacizmu in fašizmu in da je nedvoumno, kdo je bil v tem obdobju na pravi strani zgodovine. Se pravi, to je bil njen odziv, prvi odziv na sprejetje te resolucije. A vi razumete, da je ona sprejetje te resolucije razumela kot poskus zgodovinskega revizionizma? Bom rekel, da prvič potrjujem to, kar pravi, ampak to ni odziv na resolucijo. Ta resolucija o tem ne govori. Ja, ampak ona je začela s tem, svoj tweet. Se mi zdi, da je to lahko bil samo kot odgovor na protestno pismo Zveze združenj borcev, ki so vsem trem predsednikom pisali, da naj naredijo vse, da ta resolucija ne bo sprejeta. Ampak vsebina te resolucije, jaz bi predvsem rekel, naj se prebere ta resolucija. Ona ravno nasprotno govori, torej, da obsoja poveličevanje nacističnih kolaborantov in drugih vojnih akterov odgovornih za grozodejstva med drugo svetovno vojno in po njej. To piše v resoluciji. To piše v resoluciji. V bistvu seveda govoriti, opozarja na to, da je državni zbor sprejel zakon, ki prepoveduje uporabo simbolov nacizma in fašizma, ne pa tudi simbolov komunizma. Govori o tem, da obsoja vse oblike totalitarizma, vključno z komunizmom. In še to, da se v resoluciji, da se zaveda zločinov, ki so jih zagrešili nacistični, fašistični, ampak tudi komunistični totalitarni režimi. Torej, vse trije totalitarizmov, žrtve vseh treh totalitarizmov je pač potrebno imeti odnos do njih. In ko ste me prej vprašali za te pokope žrtev, pa se to je že od Antigone znano. Se to je stvar Antigone in njenega pokopa brata Polinejka v nasprotju z Kreonom. In zdi se mi, da je tudi trenutna vlada ujetnik, narekovaj bom rekel, upam, da ne, dolgo časa Kreona, župana mesta Ljubljane, ki ne dovoli pokopa žrtev, romskih žrtev in žrtev iz Macesnove Gorice na Žalah. Marsikdo je prepričan, da je vsaj ideološko ta vlada ujetnik najmanjše vladne stranke. Zdaj vas bom izval z njihovim tweetom. Današnje glasovanje Evropskega parlamenta v Sloveniji, komunizmu in koncu druge svetovne vojne je sramota, so zapisali, ki dokazuje, kako globoko desno je zdrsnila evropska politika. In potem,
kar se meni zdi bistveno. Ne potrebujemo evropskih institucij, da se vpletajo v slovenski odnos do lastne zgodovine. Ali razumete, da je ogrožena ta interpretacija zgodovine, ki dominira v Sloveniji, to pa je ta leva stran interpretacije? Poglejte, sem iz družine zgodovinarja, tudi pokojnega očeta, dr. Toneta Ferenca, ki se ukvarja z drugo svetovno vojno. V nekem obdobju do nekaj let, mogoče 2-3 leta pred demokratičnimi spremembami, saj nismo o teh zadevah niti smeli govoriti, kaj šele jih raziskovati. Ne. Kdo je vedel za takšne razsežnosti stvari, ki so se tragično zgodile? In če poskušamo raziskati, ekshumirati, označiti te grobove, ne, lahko temu rečete zgodovinski revizionizem, ampak bi predlagal vsakemu naj prebere izjavo Slovenske akademije znanosti in umetnosti ob 30-letnici slovenske države iz 2011, kjer zelo natančno lepo piše, ja, odpor proti fašizmu in nacizmu, visoko etično dejanje, vendar revolucionarno nasilje, ki se je zgodilo, vsega obsojanja vredno. Ne. Upor proti temu revolucionarnemu nasilju, ja, ne. Kolaboriranje z okupatorjem, ne. To sicer potem tudi razdeli na vse zadeve. Ampak zakaj vsako ekshumacijo ali pa želja po dostojnem pokopu ljudi, ki so 80 let bili vrženi v protitankovske jarke, v rudniške jaške, v kraška brezna, zakaj vse to imeti za revizijo zgodovine in pa za napad za narodno-osvobodilno borbo? Ne, ločiti je treba odpor proti okupatorju kot res hvalevredno dejanje, da nismo ostali pravzaprav brez imena Slovenci. Ne. Ampak seveda ločiti pa tudi tisto, kar se je dogajalo med vojno že in po vojni za prevzem oblasti in za stvari, ki jih označujemo pa za zločin. Ampak se ravno za to verjetno gre tudi zdaj, ne? Za nadaljevanje oblasti. Jaz bom tako rekel, gledajte, 35 let sem v tej vladni komisiji, ne vem koliko 10 ministrov, ki naj bi bili odgovorni za pomoč pri kamer je ta komisija spadala, ne, sem že dal skozi, redko kjer je prišel pa se pozanimal za te zadeve. Ampak ob vsakem večjem odkritju, ne bom rekel, mislim, ta beseda se mi sicer ne zdi primerna, ampak je vedno bil očitek, to ste naredili zaradi bližajočih se volitev, pustite zgodovino, to mladih ne zanima, ukvarjate se z sedanjostjo in z prihodnostjo. Ja, a potem naj pustimo vedo arheologije, ali nas vsaka steklenica, ki jo najdemo iz antike, bolj zanima, kakor pa 3450 žrtev iz Macesnove Gorice, a naj pustimo to zgodovino. Ne moramo jo pustiti, če ne poznamo svoje zgodovine, v vsej svoji, bom rekel, veličini, ampak tudi v bolečini, potem bo vedno ostala en del te zgodovine pozabljena in prizadevala čustva ljudi, ki so bili prizadeti ob tem. No, ko vaši argumenti zmagajo, pa slišim še en narativ, ki pogosto žal prihaja tudi od mladih, s katerimi se sam pogovarjam, ki morda o tej zgodovini niti ne vedo toliko. In sicer, pa kaj vam je treba brskati po teh starih kosteh, ne? Pa to je preteklost, ne? Mi se moramo ukvarjati s prihodnostjo. Jaz sem si vedno želel, odkar sem imel od leta 2000 možnost, da sem hodil po Sloveniji, popisal do Hude jame 596 natančno lokacij grobišč, danes jih imamo evidentiranih nekaj čez 750, od tega jih je 224, bodi se ekshumiranih delno ali v celoti, ali pa potrjenih za terenskimi raziskavami, ne. Sem se vedno spraševal, torej poslušal bolečino teh ljudi in ni mi bilo vseeno. Zato sem mogoče tudi toliko čustven. Sploh tudi po tistem dnevu, ko smo prišli iz Hude jame 3. marca 2009, in ko smo si z rodarjem Mehmedaljem Maličem dali roko objokani ob tistem, kar smo videli nepričakovano, nerazpadla trupla. Naredili bomo vse, da se te
žrtve dostojno pokopljajo. Zato me toliko bolj boli, da lahko tako mirno nekdo reče, razdvajate narod, to mladih ne zanima, ukvarjate se s preteklosti. Jaz bi si želel, da to, in to sem vedno povedal, da to ne bi postala dnevno politična tema, da bi komisija in ekipe, ki delajo na ekshumaciji, na sondiranju, na urejanju teh grobišč, to delalo mirno, brez da se o tem sploh ne bi govorilo, da bi v letnem poročilu vladi samo povedali, kaj se je naredilo. In nekaj časa je to tudi trajalo, ampak potem pa pridemo do teh temeljnih zadev, da jih ne smemo pokopati in da nam nekdo preprečuje pokop teh žrtev. Naj ostanejo v vrečah nekje za nekimi vrati. In še to naj povem, prej sem pozabil povedati ob tem sprenevedanju. Poglejte, vlada že drugo leto ni sprejela programa Komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Lani ga ni, letos smo julija, pa ga še ni. Kaj to pomeni za vas de facto? Kaj to pomeni? To pomeni, da se pravno formalno ne more delati tistega, kar zakon o reševanju vprašanj prikritih grobišč nalaga vladni komisiji. Ne morete delati torej? Ja, pravno formalno ne, sej ni odobritve. Pa to traja 5 sekund na vladi. Sej so gradiva pripravljena, so medresorsko usklajena, ampak rabijo samo 5 sekund, da se naredi kljukica na seji vlade. Zakaj ne? Zakaj ne? Zato se vprašam, v čigavem smislu je to dnevno politično obtoževanje, da se to dela za dnevno politiko. Kdo tukaj kuri, če grobo izražen to besedo? Naj se vsak vpraša pri teh zadevah. Torej pri preprečevanju zadev, ki so naloga vlade, ki bi jih morala narediti kot osnova za neko delo, ne? Se te osnovne naloge ne upravljajo. Ja. Sami ste rekli, da letos mineva 80 let od konca druge svetovne vojne in zmage nad nacizmom oziroma fašizmom. Ampak, a je po vaše sprejetje te resolucije v Evropskem parlamentu zdaj ta praznik malo pokvarilo? Ne, jaz bom rekel, zmaga nad fašizmom in nacizmom in konca druge svetovne vojne. Govorimo seveda o vladi, da je njim pokvarila ta praznik. Bom tako rekel, je ogromno množico ljudi dala z občutkom, konec je te morije, nikoli več v Evropi tega ne bo. Ampak je en del naroda, slovenskega naroda, ki pa je to imel kot bolečino. Ne? Sploh žene, ki niso niti vdove mogle postati, ker ni bilo mrliških listov in tako naprej. Zdaj, če me vprašate, jaz bi si samo želel, da saj en del te resolucije, da jo preberejo, ne tistih, ki se odzivajo ali pa ki govorijo, da je treba to resolucijo sploh ne upoštevati. Naj jo vsaj preberejo, kaj je s to resolucijo narobe, v čem je problem te resolucije, se z ničemer ne zmanjšuje zmage proti nacifašizmu. Želi samo tisto, kar sem že rekel, da ima Evropa zapisano v etičnem kodeksu. No, ampak želi pa tudi, da se še naprej raziskujejo arhivi jugoslovanske tajne službe. Ne? Ja, hvala Bogu, želi seveda. Priporoča tudi, da se ponovno uvede dan spomina na žrtve komunizma, pa tudi kakšen muzej. Ne? Ja, a ni to nekaj najbolj normalnega? Da bi se torej, bom rekel, ali nas mora Evropa spominjati na te osnovne stvari, ki bi mogle biti pri nas urejene. Ne? Ampak, če velja zadeva, pustimo to vnemar, vedno se nam te problemi vrnejo kot bumerang, zato ker jih nihče noče rešiti na način. In so ujetniki manjšine, kot pustimo to, ne bomo se s tem ukvarjali. Ampak moramo se s tem ukvarjati. Jaz se samo želim, seveda, kot sem rekel, ne da to postane dnevno politična, ob vsakih izkopih žrtev, Huda jama, Tezno, Macesnova gorica in druga velika grobišča, se to izrablja za politiko. Ne?
pustite strokovnjakom, da delajo, da naredijo, izkopljajo žrtve, jih identificirajo, kolikor je to možno, in da upravljajo tisto, kar zakon zapoveduje. Prej sva govorila o tem, da je potrebno, da leve vladne stranke večkrat poudarjajo, to je zgodovina, ukvarjamo se s prihodnostjo. Prej ste govorili o ranjenem delu naroda, ki se želi spominjati teh žrtev, ki ne dobijo niti dostojnih grobov. Če greva konkretno, kako velik del naroda je ranjen zaradi tega? Koliko je svojcev teh žrtev? Koliko je bilo teh žrtev sploh? Ali lahko kaj o konkretnih številkah poveste? Slovenija je ena redkih, oziroma edina država ex-Jugoslavije, kjer se je lotila sistematičnega popisa žrtev druge svetovne vojne. In od leta 40 do januarja 46, sredi januarja vemo, da je bil zadnji večji poboj večjega števila ljudi v Slovenski Bistrici, smo ugotovili, zadnja številka je 100.133 žrtev prebivalcev Slovenije, ki so izgubili življenje, prebivalcev Slovenije v času druge svetovne vojne in po njej. Ne govorijo samo o Slovencih? Ne, samo Slovenci, samo prebivalci Slovenije. Od tega je 15%, torej 15.000 tistih, ki so bili pomorjeni po koncu, ko je bi orožje moralo utihniti, ko so veljale neke konvencije o vojnih ujetnikih, o ženevskih konvencijah, in kot sva se prej že pogovarjala, torej jih je 15.000 bilo pomorjenih in sled za njimi je bila izbrisana. Nekateri zgodovinarji govorijo o večjem številu žrtev povojnega nasilja, kot samo 15.000. Ja, seveda, kot sem že prej omenil, da je se na slovenskih tleh končala življenjska pot za nekaj 10.000 pripadnikov nezavisne države Hrvaške, muslimanskih milic, črnogorskih četnikov, pripadnikov srbskega prostovoljskega korpusa, da ne govorimo o nemških vojnih ujetnikih, italijanskih vojnih ujetnikih, ki so morda kot ujetniki bile ženevske konvencije veliko bolj spoštovane kot za pripadnike, rečemo temu, kolaborantskih enot, ki jih je doživela ta tragična usoda brez sojenja in brez groba in brez spomina. No, ampak, ja, govorijo o svojcih. Koliko jih je danes še? Glejte, in tukaj pa pridemo do tistega, kar se mi zdi morda odgovor na to vprašanje, zakaj se tako podaljšuje ta možnost, da se te stvari civilizacijsko uredijo. Poglejte, če bi bil vaš oče pomorjen v Kočevskem Rogu, ste vi zelo zainteresirani, da ugotovite, kje je, kaj je bilo z njim. Če je bil vaš dedek, ki ste ga še poznali, je ta moč še toliko večna. Po 80 letih vi vašega pradedka niste niti poznali in ta moč po želja po spoznavanju plahni. A je morda tukaj odgovor, zakaj se tako dolgo vleče ta možnost, da bi se končno rešile te civilizacijske pravice, ki vsakemu pripadajo? Mislim, da je tukaj odgovor. Bolj daljše obdobje tega zanikovanja in možnosti reševanja, tako manjša želja naj bi bila pri sorodnikih, ampak kot vidimo, ta želja hrepeni, ta želja je močna. Vsi želijo vedeti, kaj se je zgodilo z mojo rodbino, kje je njihov grob. Saj to. Saj vejo, da po smrtnih ostankov, ker so bile jame minirane, da so to niso več okostja, to so deli okostja, ki jih ekshumiramo in potem antropologinja forenzična ugotavlja na podlagi posameznih kosti, torej starost, spol in tako naprej. To so res mukotrpna dejanja, težka, logistično tudi, o katerih se toliko ne piše. Mi jih v naši komisiji pač na vsake 2-3 leta napišemo debelo knjigo o poročilih o opravljenem delu. Gre pa tako, v teh 35 letih, 2 koraka naprej, 1 korak nazaj.
In v bistvu imamo največ težav z tistimi, v čigar imenu naj bi to delali. To je v imenu vlade. Naša komisija se imenuje Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Največ težav pa imamo največkrat z vlado, ki nam ne omogoča, kot sem prej porekel, niti ne potrdi programa dela komisije. A je vaše delo kaj lažje, ko pride na vsake toliko časa desna vlada, ki naj bi zagovarjala vaše delo? Ja, pa poglejmo rezultate. Med leti 2004-2009 smo lahko prvič ekshumirali minirano Kraško brezno, označevali grobišča v Kočevskem rogu, lotili terenskih raziskav in ekshumacij v tistem obdobju na 130 grobiščih. Potem pa pride huda jama, se žrtve pustijo v rudniku, se jih ne iznese ven, že po rudarskem izročilu bi morali vse žrtve iz rudnika jeti ven, kaj šele po drugih civilizacijskih. To postane drugorazredna tema? Za posledicami osebe, ki se je nerodno temu pač izgovorila. Nek minister potem odloči, da bodo žrtve ostale kar v rudniku noter in onemogoči nadaljne raziskovanje teh prikritih grobišč za nekaj let, do leta 2015. Nov zakon potem da možnost, hvala Bogu, tedanja vlada Mira Cerarja je dala prva sredstva, da se je na podlagi tistega zakona o prikritih vojnih grobiščih in po zaslugi Nove Slovenije, ki je ta zakon sproducirala, so se začela velika dejanja z tega zmanjševanja civilizacijskega dolga, ki ga ima naša generacija. Ampak takrat so pa temu nasprotovali v SDS-u, zakaj? Češ, da zakon o vojnih grobiščih je dovolj in da ne potrebujemo novega zakona. Tisti zakon, veste, iz 2003 je bil zelo invaliden. Je pustil vsakokratnemu ministru možnosti, da je dopuščal ali pa ne dopuščal. Ni imel vprašanja DNK analize, urejanja grobišč, izkopov in tako naprej. Prej se je vse to, kar se je našlo ob gradbenih delih, bila odločitev nekega preiskovalnega sodnika, ali je to dopustil ekshumacijo ali ne. Danes pa zakon o prikritih vojnih grobiščih nalaga slovenski državi, da v najkrajšem možnem času označi vsa ta prikrita grobišča, da bodo naslednje generacije lahko dostojno bodisi potrdile ali pa ekshumirale te žrtve iz teh grobišč. Tako da komisija dela na podlagi zakona in kot rečeno, če ste me vprašali, ja, v tistem obdobju 2004 do 2009 oziroma 2005 do 2009 in pa potem tudi v obdobju prejšnje Janševe vlade smo se lahko lotili tudi Macesnove gorice in drugih grobišč. Ne rečem, da tudi rečemo temu levosredinska vlada ne omogoča vsega, ampak večkrat pride do zastojev ali pa nasprotovanj. Ne vem zakaj, oziroma vem zakaj, ker to predstavlja problem. Problem pokopa, problem teh žrtev, da dobijo dostojno mesto pokopa. Ampak to je zadnja, bom tako rekel, stroka je dokazala, da zna in hoče, da lahko to mirno upravljamo brez tega, da bi to postale dnevno politične teme. Naj še politika naredi tisto, kar je potrebno. Omogoči oziroma prostor za pokop teh žrtev, da ne bodo ostale v vrečah, v nekih skladiščih, nedostojno in nepokopane. No, se to sem vas hotel vprašati, žrtve iz Macesnove gorice. Zdaj te kosti v vrečah ležijo nekje v Škofji Loki. Ja, v depoju, v katerem država najema od občine Škofja Loka nek prostor v vrečah, kakršne so bile v komunali v Kočevju. Minister Sajovic pravi, to je začasna rešitev. Ja, koliko let bo to potem ta začasna rešitev? Zakaj jih ne moramo pokopati na Žalah? Zakaj država... Župan je rekel, da ni prostora. A pa mu verjamemo? Ne, jaz mu ne verjamem. Vi? Absolutno ne. Koliko dolgo bomo ujetniki teh pravic? Zakaj, če je to stvar lokalne skupnosti, zakaj država ne spremeni člen zakona o glavnem mestu Ljubljane in na Žalah vzame nek prostor, kjer bo pokop za žrtve naravnih nesreč, za žrtve
teh tragičnih dogodkov, ki so se zgodile po drugi svetovni vojni, ali pa, kar smo predlagali tudi na sestankih za predsednico države, država ima več zemljišč v glavnem mestu Ljubljane. Naj določi enega, ga njeno namembnost spremeni v spominski park in pokopljimo te žrtve. Slišati pa je večkrat predstavnike leve oblasti trenutno, ne, da pač je v zakonu že napisano, kje naj se te žrtve pokopljajo, ne, da to ni v Ljubljani. Ne. Ja, poglejte, to je pa ta zakon iz leta 2003. Naj se pokopljajo v Kostnici na Teharjih. Kje je ta Kostnica? Te Kostnice ni. Kje je spominski park? Spominski park je zgrajen spomenik, ki še zdaj ni dokončan, mimogrede. Od leta 1994 se je gradil do leta 2004, še ni dokončan. Je zgrajen na industrijskih odpadkih Cinkarne Celje. Torej, te ljudi je ena oblast pomorila, pometala, zminirala v kraške jame, zdaj jih pa dajmo med industrijske odpadke. Pod nek jez 27 hektarov velikega jeza, ki prekriva titanov dioksid, ki je nestabilen, v zastrupljeno zemljo. In še tvegati zdravje svojcev, ki bi tja prišli. In še to. In kaj ima recimo Celje in Štajerska z, recimo temu, z usodami ljudi, ki so bile pravzaprav iz Dolenjske in pa Notranjske. Veliko je, veste, neki poslanci lahko zelo hitro rečejo, naj se jih pokoplje tam v neki Kostnici. To je bilo leta 2003, ko mi nismo niti vedeli o razsežnosti grobišč. Mi imamo sedaj ekshumiranih več kot 9100 žrtev iz več kot 100 grobišč. Tega takrat pred 22 leti sploh nismo vedeli o teh razsežnostih. In sploh poleg tega treba bi bilo najprej zgraditi Kostnico, skratka, spet bi v neko nedoločljivo obdobje ne mogli pokopati. Pokopljimo jih tako kot naša, rečemo temu, katoliška, krščanska, torej, ne bom rekel vera, ampak torej, kakor jih pokopljimo jih v zemljo, najdemo en prostor na takšnih mestih, kjer se to dela in opravimo to dolžnost končno enkrat že. Zakaj menite, da je najbolj primeren kraj Ljubljana? Tukaj uporabil besede našega kolega iz Komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč Milana Sagadina, ne, ki pravi, da je Ljubljana ne samo mesto, ki v katerem naj bi bilo vse dobro, ne, torej, in kjer je ne sme biti pravice, da je samo najlepše, ampak more med dogodke, ki so Slovenijo kot glavno mesto, kot prestolnico zaznamovali v vsej svoji veličini, imeti prostor tudi za tragične dogodke, ki so zaznamovali Slovenijo. Torej, ne imeti pravico, da samo da je najlepše mesto, ampak da je tudi mesto, v katerem bodo tisti sorodniki, ki že toliko desetletij čakajo, imeli pravico, da prižgejo svečo. Janković pravi, ne? Ljubljana je mesto heroj, ne? Narativ je zelo jasen. Prijetno, zakaj se to ne zgodi? Jaz ne vem, mislim, da bi se pokazal v čisto drugačni veličini, če bi omogočil, da se na enem manjšem delu ljubljanskih Žal pokopljajo te posmrtne ostanke. Odpravili bi, rečemo temu, to dnevno politično obmetavanje z žaljivkami in zaprli to zgodbo. Doktor Ferenc, veliko ste naredili, ste zgodovinar, ljudje vas poznajo tudi kot publicista, širše kot glasbenika, ampak vaše poslanstvo, ne, morda če še kaj o tem poveste, kako ste se znašli v vaši vlogi, ne, da ste v bistvu bili del te komisije, ki je izkopala toliko kosti, ne, kako ste našli to poslanstvo? In kako ste se soočali z vsem, kar ste odkrili, kar verjetno niste pričakovali, da boste skozi vsa ta leta odkrili? Vidim vas, precej ste čustveni, zadeva je za vas, vse vas je dotaknila. Ja, dobro, se bi že zdaj, vas je težko gledam, takrat po prvem, ko sem imel zagovor v parlamentu, Evropskem parlamentu in ko so poslanci
pritrdili in niso verjeli, da se pri nas to dogaja oziroma ne dogaja, so mi stopile solze in sem težko se jim zahvalil. V bistvu je tako, jaz sem zgodovinar in sem šolan, da kritično vrednotim vire, da jih iščem in pišem zgodovino na podlagi virov. Potem pa sem se večkrat postavil vprašanje, kaj pa, če teh virov ni? Ali naj kot zgodovinar te teme pustim na miru, jih se ne ukvarjam. Zato je ena prvih mojih zadev bila proučevanje zgodovine partizanskih bolnišnic v Kočevskem Rogu, ki jih je bilo 25, izjemna, kako sredi okupiranega ozemlja ranjence spraviti ponovno, da pridejo v enote. Pa sem iskal te bolnišnice, ki jih več ni, in to je bila prva taka stvar. Potem sem ob tem srečaval usodo vasi in kulturne dediščine kočevskih Nemcev. Prav tako ni bilo virov in sem to območje raziskoval in ob tem seveda za gozdarji naletel na prva grobišča v drugi polovici 80-ih let. In sem se spraševal, kje so podatki o teh stvareh, kako prije do njih. In takrat se je začelo to, rečemo temu, tretje, tako večje raziskovalno obdobje, da sem kot uslužbenec Ministrstva za kulturo zadolžen za kulturno dediščino že leta 90 nekako poznal Kočevsko in seveda tudi bil vključen v to prvo komisijo za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Potem pa še tisto obdobje, ko je po leta 2001 po odkritju tega množičnega grobišča v Slovenski Bistrici, ko je lokalna skupnost sama se lotila, ko se država še tega ni lotevala, sama hotela odkriti, ali so v 2 zakloniščih posmrtni ostanki ali ne. Takrat, če se spomnite, morda Jože Možina je napisal, je pripravil film Zamolčani moč preživetja. To je takrat zelo razburkalo slovensko javnost in takrat je ministrica za kulturo, čeprav ni bila za to zadolžena, potem, ko je premier Drnovšek rekel, naj vsak minister nekaj naredi na tem področju, kaj je s temi prikritimi grobišči. Ne? In takrat je dala mi možnost, da sem s kolegico iz Ministrstva za kulturo, čeprav kultura ni bila za to zadolžena, 1 leto, da sva lahko hodila po Sloveniji in evidentirala prikrita grobišča, ne? Na podlagi izjav ljudi. In prvo leto se je končalo z 196 lokacijami. In potem, kot rečeno, do Hude jame, do 2009, ko se je stvar za nekaj let zaustavila, smo jih popisali 600. In na podlagi teh evidentiranih lokacij, seveda z zemljiškimi knjižnimi podatki, z koordinatami in vse teh naprej, je bila osnova, da smo lahko kasneje, ko se je to lahko, začeli z terenskimi ekipami potrjevati ta grobišča ali pa ekshumirati. In to je tisto, torej, ali lahko z netipičnimi metodami zgodovinske stroke pridodaš nek kamenček v mozaik teme, ki desetletja razdvaja Slovence. Ampak ko se je ta izkop zares začel, ne, ko ste to res odkrili, ko ste to videli, ko ste bili tam dol, ne, kakšne občutki so vas takrat prevzemali? Najhujši občutki so bili po Hudi jami, ko smo prišli ven tistega 3. marca 2009 po 8 mesecih kopanja. Mi smo skoraj vsak dan bili z rudarji, vedno pričakovali, kdaj bomo naleteli na tiste 2 vertikalna rova, ki so po ljudskih govoricah bila moriščene. In potem, ko smo prebili zadnjo pregrado in prišli do prvega jaška, seveda v globino nismo nič videli, se nekako preplazili zelo nevarno preko tistega jaška čez, šli proti drugemu jašku in naleteli potem na tisto belo gmoto nerazpadlih ljudi, ki so kasneje, ko se sodna medicina to iznašala, ležali v 6 plasteh. Kriminalisti so potem ugotovili, da so se ljudje živi morali vleči na mrtve in so jih potem postrelili. V 6 plasteh so ležali eden na drugem, nerazpadli. Ena roka je držala leseno protezo drugega umrlega. To so bili občutki, ki si jih pravzaprav ne da opisati. Ne? In kot rečeno, takrat smo rekli, naredili bomo vse, kar je možno, da se ta civilizacijski dolg zmanjša. Ne glede, da jih dobimo po glavi, da smo revizionisti, da nosimo notranje zadeve v Evropo.
vse to bomo preživeli. Ne. Kako je živeti s temi občutki, to, kar ste tam videli? Težko, kot rečeno, če ne bi imel glasbe in da bi se malo dal v neko drugo sfero, poskušal pozabiti na vse te stvari, me bi te žalostne trenutki pokopali. Ne. In tudi zaradi tega je bila ta stvar, ki se je dogajala z Evropskim parlamentom, tudi ena obljuba tisočerim tistim ljudem, ki sem jih ure in ure poslušal, ko jih je bilo treba poslušati, da so ti zaupali, da so te peljali v gozd in rekli, poglejte, tukaj mi je moj oče pokazal, da so bili pokopani. Da si dobil to zaupanje, da si potem lahko ti ekipam, ki so te stvari ekshumirale ali pa sondirale, lahko to vedenje pokazal naprej. Ne. In se upravičujem, to zaupanje se nisem hotel izneveriti tem ljudem. Dr. Ferenc, koliko, če še, ostaja neodkritih? Menite, da ste zdaj svoje delo opravili, da obstajajo še jame po Sloveniji, kjer so ti ljudje, pa še ne vemo zanje? Ali menite, da ste zdaj vse odkrili? Ne, kje pa. Poglejte, dolgo časa smo bili prepričani, da če bi našli spiske grobišč, ki so bili narejene, bili so ukazi seveda, ker popisi so bili narejeni, pa jih še vedno iščemo. Jaz sem bil prepričan, da po 75 letih takih grobišč ne bi našli, dokler nam ni pod roke prišel en spisek, ki ga je ena vestna uslužbenka na občini Ilirska Bistrica držala pri sebi. Nekako sem potem, 2002 je to bilo, sem ugotovil, da je mogel nastati nekje v začetku 50 let, glede na teritorialne spremembe pripadnosti posameznih vasi. Na tisti občini smo imeli samo eno evidentirano grobišče. Potem pa dobimo spisek 120 lokacij, na katerih naj bi bilo 1410 pripadnikov 97. nemškega korpusa upadlih ali pa pomorjenih aprila 45. leta ob koncu vojne. Vsako grobišče je bilo napisano z 3 vrsticami. Končalo se je sicer, grobovi so zaraščeni, torej bilo je kokrat rezultat ukaza, da je treba vse grobišča zravnati. Šel sem za 14 dni na teren in na podlagi teh 3 vrstičnih podatkov, ki so bili zapisani, ledinsko ime, lastnik, iskal lastnike in skoraj vsi sorodniki, otroci, hčerke teh zapisanih lastnikov so me pripeljali in so rekli, ja, tukaj je moj oče pokazal, da so tukaj pokopani noter. Kasneje so potem za sondažami in shemacijami tudi potrdili. Kaj hočem povedati? Na podlagi teh spiskov, ki so bili narejeni kot rezultat ukazov, izbrišite vsa grobišča, smo lahko tudi po 72-73 letih ta grobišča našli. Ne. Zato naj bi obstajala neka akcija Lučka, se je rekel v notranji policiji, v politični policiji, ki je imela sezname teh grobov. In tudi policist, ki me je spremljal takrat, ne, ki je pogledal seznam, je rekel, v prejšnjem sistemu smo takšne sezname dobili pred 1. novembrom in smo šli gledati, kdo hodi na te grobove, če slučajno ve, in smo si zapisovali registrske številke. Skratka, hočem povedati, seznami so bili in so nepričakovano. Tudi Ljudski glas je včasih nepričakovan, samo mogoče še to povem. Ne. Ni namreč najprej ekshumiramo tam, kjer so slovenske žrtve, oziroma prebivalci Slovenije. In spomnim se leta 2006, ko smo dali v program Košnico pri Celju, zaradi tega, ker naj bi bili tam pokopani torej meščani nemške narodnosti iz Celja. Vsi ljudski, torej ustni viri, pa tudi nekateri pismi so to govorili. Potem pa ekshumiramo 307 vojakov nezavisne države Hrvaške, namreč na podlagi 2100 predmetov, ki so bili tam najdeni ob žrtvah. Ne. Kako nepričakovano so kakšne stvari, ki se te zgodijo in kako lahko je drugačen, namenoma poslan ljudski glas med ljudi ali pa ne. Tako da, če me vprašate, pustimo, da to v miru ta pietetna in civilizacijska dejanja delajo,
dajte politika samo možnost, prostor, da se te žrtve pokopljajo, vse ostalo stroka zna in hoče in to ne bo razdvajalo ljudi. Samo ne se upletati v strokovno delo ali pa ne onemogočati strokovnega dela. No, vsaj kar se tiče trenutne vlade, verjetno obeti niso najbolj optimistični, po drugi strani Romana Tomc javno že napoveduje, da če se vrne njihova vlada, da bodo uredili ta pokop, pa tudi, da bodo uvedli nazaj praznik. Skratka, vi upate, da bo ta resolucija upoštevana, vsaj enkrat v prihodnje. Kljub temu, da so bili odzivi takšni, da ni potrebno upoštevati resolucije, ponovno pravim vsem, preberite jo najprej. To ni izničevanje vrednosti narodnoosvobodilnega boja. To je samo, da te žrtve zaslužijo spomin in pa dostojen pokop. Bistvo te resolucije je takšen. Jaz si želim, da bo te obljube, ki so bile ob 80-letnici, v pričakovanju 80-letnice dane, da bomo končno lahko dostojno pokopali vse žrtve, da se bo najdel primeren prostor, da bo, če že ne ta vlada, pa neka druga, upam, da pa še ta vlada dala ta prostor, da se s tem ne bomo več ukvarjali. Dr. Ferenc, najlepša hvala za vaš izjemen prispevek k resnici, odkrivanju resnice in seveda k slovenski spravi. Hvala za obisk na Domovini. Hvala za povabilo. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. To je bila Vroča tema. Verjamem, da ste jo z zanimanjem poslušali. Vidimo se prihodnji teden.